Pozdravljeni. Nekoliko kasneje, a upam, da ne prepozno, je tudi danes prišel na vrsto prispevek pred kvalifikacijami, seveda vezan na veliko nagrado Bahrajna. Kot je v navadi, tudi tokrat prispevek razdeljen na dva dela. V prvem delu se bomo ukvarjali s tehničnimi novostmi ter zanimivostmi. In teh je kar nekaj. Zanimiv posnetek, kako se pri FIA pripravljajo na merjenje bolidov, seveda o tem smo govorili že v posebnem prispevku, ampak tokrat lahko malo lepše vidimo, kako so pripravili postajo za laserske meritve samih bolidov. A to dvomim, da bi koga izmed vas navdušilo. Začnimo pri ekipi Alpine. Tu so predstavili novo obliko bočnih struktur, ki so bistveno ožje od tistih, ki smo jih videli na sami predstavitvi in seveda zimskih testiranjih. Konec koncev nič kaj takega, sledijo trendu. Ampak na samem prvem prostem treningu smo videli, da pri francoski ekipi nekaj ni delovalo. Velik del pokrova se je dobesedno odlomil ter prvi prosti trening je bil zaradi tega tudi prekinjen. In na posnetku lahko vidimo, kolikšna je bila škoda na samem A522. V drugi točki se bomo malček ustavili pri McLarenu s kar nekaj zanimivimi posnetki. Najprej si bomo ogledali, kako so pri britanski ekipi skušali rešiti težave z zavorami. Namreč vidimo ta oklep narejen iz titana, ki nekako obide zavorne diske. Za razliko od tistega, kar so nam pokazali na primer pri Red Bullu. Seveda, ta popravek verjetno ne rešuje vseh težav, ampak na prvih velikih nagradah jih lahko nekako spelje vsaj v tisto znosno območje. Izgleda, da je toplota iz samih zavor nekako prehajala na kolesa in zato so naredili ta, po mojem mnenju, neke vrste toplotni ščit. Poleg tega bi rad vašo pozornost usmeril k tem posnetku. Tu lepo vidimo, kako mehanik regulira prednje vpetje. In ker gre za pull rod pri McLarenu, vidimo, s kakšno težavo nekako upravlja s tistim horizontalnim elementom, ki se nahaja spodaj. Nič kaj takega, ampak malce bolj neudobno od tistega, kar nudi na primer puško. Pojdimo za trenutek tudi k skuderiji Ferrari, kjer sem opazil nekaj, kar me je presenetilo. V tem posnetku lahko vidimo, kaj se nahaja znotraj izpušne cevi. Za razliko od tistega, kar smo se navadili v prejšnjih sezonah, je oddušnik izpušnih plinov speljan v glavno cev. Nič kaj takega, ampak kolikor mene ne vara pogled, je ta oddušnik speljan malce v stran, ni na sredini. Dvomim, da pri skuderiji Ferrari bi to tako nenatančno pritrdili, zato menim, da ima ta element tudi nek svoj smisel. Sedaj si bomo ogledali nekaj, kar zna biti za marsikaterega navdušenca izjemno zanimivo. Namreč okrog bočnih struktur pri tovarniški ekipi Mercedes je bilo ogromno govora. In sedaj imamo pred seboj kar nekaj posnetkov bolidov, ki imajo snete pokrove, tako da bomo lahko malce pogledali, kako izgledajo bolidi v bistvu pod kožo.
In kolikor primerjamo te posnetke, lahko vidimo res, kako so pri Mercedesu vse zložili izjemno na ozko proti sredini v višino. Poleg tega še posnetek, za katerega menim osebno, da je izjemen. Na stojalu lahko vidimo vse 3 dele pokrova pogonskega sklopa. Seveda, tu se moramo zavedati, da je ta razstavljen, a vseeno lahko vidimo, kako majhna je čelna površina tega dela. Seveda, marsikdo izmed vas je opazil, da pri prostih treningih sta bila Mercedesa med seboj različna. Testirali so drugačen koncept dna samega bolida. In da poenostavim, imeli so dno z ravnim robom in imeli so dno, ki je imelo že lani tolikokrat videno zarezo, ki spominja na črko Z. Kar bi vas rad opomnil, je tudi nekaj, kar verjetno ni bilo mišljeno v samem projektu. Napenjalec, ki drži to dno praktično na neki konstantni višini, kar je lahko tudi eden izmed tistih elementov, ki preprečuje tako osovraženo skakljanje. In skakljanje smo lahko opazili pri bolidih, tudi na prostih treningih, ampak nikoli takšnega, kot tistega, ki smo ga videli na prvem in drugem delu zimskih testiranj. Pojdimo na tisto, kar smo videli na samih prostih treningih in nekako skušajmo interpretirati rezultate, seveda v smeri samih kvalifikacij. Najprej je treba opomniti, da pri bolidu Alfa Romeo F1 Team smo videli že težave za Valtterija Bottasa in prvo menjavo elementa pogonskega sklopa, kontrolna elektronika. A to pomeni, da do konca sezone, ukolikor ne bo hotel imeti kazenskih mest, v bistvu nima več nobene. Tista, ki se je bila v okvari, bi morala biti za odpis, in drugo, ki je dovoljena, je vgradil sedaj. V bistvu preden je odpeljal sploh kakšen kilometer na progi. A verjetno na prvi pogled so mnogi navdušenci ostali malček začudeni. Namreč čas Maxa Verstappena v resnici ni bil nič drugačen od tistega, kar smo videli na samih zimskih testiranjih. Treba vas je opozoriti na nekaj. Namreč tu v Bahreinu se uporablja trši izbor pnevmatik. Seveda na zimskih testiranjih so vozniki imeli na razpolago vse mešanice, ampak tu je kombinacija C1, C2 in C3. Torej, če potegnemo neko usporednico, je bil Max Verstappen tu s tršimi pnevmatikami hitrejši od tistega, kar je pokazal z mehkejšimi pnevmatikami praktično na zadnjem dnevu zimskih testiranj, čeprav čas kot tak je skorajda identičen. In takoj za Maxom oba Ferrarija. Verjamem, mnogi navijači ekipe Scuderie Ferrari navdušeni, a med Charlesom Leclercom in seveda Carlosom Sainzem mlajšim ogromna razlika. In to nam lahko da tudi vedeti, da pri Scuderii Ferrari so testirali mogoče različne rešitve. Kajti tudi če pogledamo, kaj se je dogajalo pri Red Bullu, Perez in Verstappen z popolnoma različnimi časi, tudi Russell in Hamilton. In sedaj, če potegnemo malce črto, vidimo, da je Max Verstappen bil res najhitrejši, ampak ni bil bistveno hitrejši od Charlesa Leclerca. Nato smo imeli Carlosa Sainza mlajšega, ki je bil primerljivo hiter s tistim, kar je pokazal George Russell. In na koncu Sergija Pereza ter Lewisa Hamiltona. Kar nam zopet da nekako sumiti, da pri ekipah sploh še niso pokazali tistega pravega potenciala. Namreč priznati vam moram nekaj. Ko sem spremljal bolide na prostih treningih,
sem nekako začutil, da res niso še pokazali vsega tistega, kar bi lahko. Smo lahko prebirali pri mnogih člankih o Mercedesu, kot da bi bil potencial zaklenjen. Ampak govorim na splošno. V vseh ostalih bi rad poudaril izjemno dobra časa pri ekipi Haas. Kolikor drži to razmerje sil, je njihov projekt, čeprav na prvi pogled izjemno enostaven, tudi zelo, zelo hiter. Ampak moramo biti previdni, gre za prva dva prosta treninga, seveda nista pokazatelja prave forme. Sam sem malce skeptičen in menim, da pri ekipi Haas so naredili korak naprej, ampak nisem prepričan, če tak. Seveda, jutri sta pred nami še tretji prosti trening in predvsem kvalifikacije. A tista testiranja, ki so jih ekipe opravile na drugem prostem treningu, so bistvena zaradi temperature asfalta, seveda in dnevnega časa, v katerim se je drugi prosti trening odvijal. No, ta dnevni čas bo enak kvalifikacijam in sami dirki. Vprašanje seveda ostaja, kdo bo najhitrejši in kolikšna bo predvsem razlika. No, tu ne moremo mimo dejstva, da Max Verstappen je v formi, motiviran, agresiven in hiter. Kar se tiče boja za najboljši štartni položaj, mislim, da je on favorit. A takoj za njim lahko se zgodi marsikaj. In prav tu bomo videli, kako je na primer Lewis Hamilton začel s svojimi pripravami, fizičnimi, mentalnimi in tehničnimi, na to sezono. Se bo zadovoljil z rezultatom, ki je nekako tako omejevanje škode, ali bo šel na polno. Spomnimo se, da tudi lani tu v Šakirju Mercedes ni kazal pretirane forme, a videli smo končni rezultat. Zato iz tega, kar smo videli na drugem prostem treningu, ne smemo vleči kakšnih dokončnih zaključkov. A vseeno izgleda, da Mercedes, vsaj po rešitvah, ki smo jih videli, je za sedaj korak ali vsaj polovico koraka zadaj. Za danes, za prispevek pred kvalifikacijami, bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.